hvala Manci in ekipi, ki z organizacijo lanske okrogle mize in celotne dejavnosti in tudi letos pomaga temu, da je šolsko polje bolj razgibano in da imamo eno dobro diskusijo tudi v tem segmentu. To se mi zdi pomembno zato, da držimo v kondiciji tudi slovensko šolstvo, ker dokler bo tekla diskusija, dokler bomo vsi zaznavali odprto vprašanja in iskali najboljše rešitve, tuk časa se bodo tudi najdli ljudje, najboljši v Sloveniji, ki bodo ponujali rešitve. Zato se mi zdi pomembno, da držimo to zadevo odprto. Naslednja stvar, ki se mi zdi pomembna, ta, da iz razlogov iskanja boljše kvalitete si priznamo, da je obstoječa situacija po zaslugi vseh, ki delajo na šolskem polju. Se pravi, od učiteljev, ravnateljev, stroke, ki je na fakultetah, univerzah, inštitutih, staršev, ki podpirajo celotno zgodbo, županov, svetnikov in tako naprej, ki skrbijo za to, da imamo od vrtcev v osnovnih šol dobro infrastrukturo. In založnikov, ko govorimo o področju učbenikov, da se je to razvila ena dobra, kvalitetna dejavnost, ki je pustila za sabo rezultat, ki mu lahko rečemo, da je slovenska šola dobra šola. To vam govorim tudi na osnovi izkušnje v razgovorih z ministri in ekipami, ki spremljajo ministre. Ugotavljam, da upoštevajoč vse te vidike in dejavnike in potencial, ki ga ima slovenska država, lahko govorimo, da smo dejansko dobra šola. To izhodišče je pomembno zato, da obdržimo tudi stanje te debate, se pravi, da smo tle zaradi tega, ker hočemo zadevo dvigati na višjo raven, ne pa zato, ker bi tu in tam nekdo po lastnem okusu rad koga izločil iz igre. To se mi zdi, da mora biti, da je pomembno sporočilo razprave, ki jo vodimo v okviru ministrstva. Se pravi, vsi ljudje, vsi strokovnjaki, vsi, ki imajo kakršnokoli izkušnjo, stališče, mnenje, ki delajo na tem področju, in mora biti jasno, da so te razprave samo zato, da izboljšamo zadevo. Pomembno je tudi, pogledajte, ta razprava zato, da pripeljamo nova spoznanja. To, kar vnaša kolega Justin, je pomemben segment v celoten proces učenja, ne samo v učbeniško problematiko. Na učbeniških zadevah se jih recimo učimo. To je pomembna zadeva, ker mi moramo, se mi zdi, vam povem moj vtis, da smo tudi pri strokovnih vprašanjih zastali. Enostavno ne gremo naprej. Recimo, pedagogike celotnega področja ne poročamo z recimo možganoslovjem, nevroznanostmi in tako naprej. Prav to zadevo, o katerem je bilo tu govora, se pravi, ko govorimo, kako učbenik vpliva na procese spoznavanja, logike, na posamezne čute. Zdaj, to, kar smo se tu pogovarjali, je samo vprašanje vida. Imamo še sluh, o tem nismo še govorili, pa ne, imamo še tih, imamo druge čute, ki so pomembni v procesu in jih recimo ne tematiziramo. Ko govorimo o učnih gradivih, torej ne samo o učbenikih, je treba govoriti tudi o tem delu zgodbe. Znanost je že tudi toliko napredvala, da se ve, da imamo otroke različne. Eni so bolj dojemljivi za vidno komunikacijo, tako je, vsaj ta delitev naklonjena obstaja, recimo, ki je na nek način že tudi preverjena in bi na ta način lahko se lotevali otrok. Se pravi, da tip učbenika ni pisan za vsakega povprečnega otroka, ampak da mi ugotovimo, kateremu otroku določen način podajanja bolj ustreza. Ampak to so vse zadeve, ki po mojih nismo sposobni jutri spraviti v to šolo, je pa prav, da začnemo danes o njih govoriti, da se rekrutirajo tisti strokovnjaki, ki jih to zanima in seveda tudi tiste založbe, ki bi se na ta način lotile pisanja učbenikov. Glejte, mi govorimo o učbenikih na način, kot da smo pred letom 1985. Učenci, dijaki, ki prihajajo v naše šole, nimajo več samo knjig na razpolago. Torej, če tebe zanima
brlog, ki ga nisi nikoli videl, niti veš, kaj pomeni, imaš možnost danes pogledati različne vrste brlogov in kako živali hodijo ven pa not skozi razne filmčke. To je dostopno. Mi pa se pogovarjamo to o učbenikih, kjer bo samo beseda brlog, pa razlaga, pa v najboljšem primeru še fotografija. Torej, živimo v svetu, kjer je dostopnost najrazličnejših gradiv veliko večja, kot je bila v tistih časih, za katere mi imamo glavno formo tu pred sabo. Ne glede na to, seveda, moramo govoriti tudi o tem glavnem učnem gradivu, ki ga predstavlja učbenik in delovni zvezek. Torej, jaz sem vesel, da imamo, se pravi, te tudi strokovno-teoretske dimenzije, kako spraviti zadevo v glavo, hkrati pa, jaz bi rad povedal še nekaj. Od razsvetljenstva naprej, ljudje težimo k absolutu. Zato, tukaj, ko ste poslušali kolega Justina Stela do tega, kako pa pridemo do absolutnega učbenika. Vam povem mojo izkušnjo zdaj, da boste videli, da mi je jasno, kakšen je naš domet. Midva sina sva šla na čistilno akcijo. In smo šli trije pari v vrsti. Midva sva bila prva. In sva pobrala vse smeti, na katere sva naletela in ki sva jih videla. Za nama je šel naslednji par in je pobral vse smeti, ki jih je videl. Potem je bil še en par, ki je pobral vse smeti, ki jih je videl. Ko smo prišli do konca, tam 2 kilometra ob tistem potočku, smo ugotovili, da smo vsi imeli polne vreče. Čakajte, to ni konec zgodbe. Ko sva šla nazaj, sva pobrala še zmeraj cel kup stvari, ki sva jih videla. Zakaj je to pomembna zgodba? Zaradi tega, da vemo, da absoluta v tem smislu, ki ga hočemo in ki ga zahtevamo od učiteljev, ki ga zahtevamo včasih od naših učencev, ali pa potem tudi na koncu od profesorjev, da naj naredijo absolutno dober učbenik, da naj se naučijo absolutno, brez ostanka snov, ki je tam noter. In da bomo vsi se naučili isto snov na isti način. Tega ni, to je neka razsvetljenska iluzija, znotraj katere še zmeraj živimo. Je dobro, da živimo znotraj nekaj, se znotraj nje lahko tudi sporazumemo in približno imamo isti kategorijalni aparat, ampak vendar ne moramo vedeti, da je ta njen domet omejen. Zato tudi, ko govorimo o učbenikih, ko govorimo o ljudeh, ki delajo neke stvari, ko govorimo o založnikih, ko govorimo o piscih učbenikov, ko govorimo tudi o načinih, na kakšen način prihaja do razporejenih učbenikov, vzemimo to v obzir. Smo dobronamerni ljudje in dokler bomo to ostali, se bomo druživali in izboljševali ta svet in predvsem nas sami.